Torej, če se vam da, lahko slišite zgodbo mojega profesionalnega življenja, začenši od Ministrstva za notranje zadeve, kjer sem bil državni sekretar in minister. Hvala Bogu se je to končalo. Potem sem šel na Ministrstvo za zunanje zadeve, delati eno podobno delo, konzularna služba, pomoč Slovencem v tujini, potni listi, vizumi, zanimivo obdobje, vstopanje v Evropsko unijo. Potem so bili razni teroristični napadi, pa COVID, pa tisti ognjenik, ki je bruhal, pa kakšne naravne nesreče. No in od tam sem se pa preusmeril na klicni center 114, ki ga seveda trenutno vodi moj naslednik Matjaž. Tudi zanimiva izkušnja, kjer smo pravzaprav dokazali, da je državna uprava lahko zelo koristna in da državni uradnik zagotovo ni lenuh ali nesposobnež, ampak en kreativni delavec, ki pomaga in vzdržuje red v slovenski družbi. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Vsakega gosta sem v tej oddaji zelo vesela, nekaterih pa še posebej. Današnji gost je želel, da pod njim najprej zapišemo kar upokojenec. A on to ni v pravem pomenu besede, kajti je še kako aktiven. Rekla bi, da je legenda slovenske konzularne službe na Ministrstvu za zunanje zadeve. Najbrž ste že ugotovili, kdo je. To je gospod Andrej Šter. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam. Zelo sem vesela, da ste tu, kajti sprašala vas bomo marsičem. Poznamo vas seveda po zadnjih pojavljanjih v medijih, celo sedaj, ko ste upokojeni, vas kaj vprašajo, nikoli ne odklonite. A morda bi začela kar pri prvi ali zgodnji službi, Ministrstvo za notranje zadeve. Bili ste minister. Kako ste to postali? Precej presenetljivo je že to, da sem se vključil v delo Ministrstva za notranje zadeve takrat se je to reklo policija. Minister sem pa postal potem, ko je takratni moj šef, minister Ivo Bizjak, odstopil. Dobil sem ponudbo oziroma pobudo takratnega predsednika vlade, dr. Janeza Drnovška. Zelo temeljito sem premislil, sicer ni bilo veliko časa za premišljanje, ampak potem sem tisti izziv sprejel. Zdaj s to kar precejšnjo časovno distanco lahko rečem, da tisti, ki bi zatrjeval, da to lahko dela v nedogled, je ali popolnoma neobveščen ali pa laže. Zato, ker to je služba, ki te posrka celega. Takrat izgubiš vse prijatelje, dobiš popolnoma nove znance, ki niso nujno prijatelji, in najbolj trpijo tisti tvoji bližnji. Družina, ostalo sorodstvo. Tako da sem včasih celo opazil, da sta hčerki med tem, ko ju nisem videl, zrasli. Bilo je zanimivo, nadvse zanimivo, to so bili časi, ko je Slovenija zajemala z veliko žlico tiste sadove neodvisnosti. Državni in nacionalni heroji so bili visoko, delo je bilo pa zelo prisotno ves čas. In a veste, policija in državna uprava sta tisti, ki morata upravljati svoje delo. Ljudje so bili pa takrat malo nad realnostjo in so rekli, če pa jaz pravil ne sprejemam, pa zame ne veljajo. Malo smo bili že v dubiozi, a je demokracija tudi anarhija. No, policija, jaz mislim, in tudi rezultati kažejo, da je svoje delo opravljala v redu. Seveda je bilo pa izzivov še in še. Med drugim tudi take solemnične
priložnosti, kot naprimer prvi obisk papeža v Sloveniji. Takrat smo imeli kar precej Tega se nalog. pa še spominjam, Ja. ko je prišel, ker je bila hčerka ravno maturantka Aha. in velik dogodek v Stožicah, mislim tudi, da je potekalo. Takrat je to, zdaj se nam bliža 30-letnica tega obiska in takrat torej je bilo enkratno tudi zaradi tega, ker je ena vodilnih svetovnih osebnosti je 3 dni bila v Sloveniji in nagovarjala Slovence v slovenščini. To je bilo, zame je bil to en tak res enkraten moment. Imel sem ta privilegij, da sem bil lahko ves čas zraven in kar lepi spomini so na to. No, če si predstavljamo ministra za notranje zadeve kot tistega, ki je vedno na vladi prisoten, ki je prisoten ob takih obiskih, kot ste rekli, pa imava midva še en spomin, ki ni običajen za ministra za notranje zadeve. Bila sem tožilka in bila sem na gorenjski avtocesti dežurna, ko ste vi prišli iz službe, na žalost na ogled enega policista na motorju, ki je Smrtne umrl. nesreče. Se še spominjate tega? Taki spomini ne. A veste, da odidejo kadar vas vidim, se spomnim, da so rekli, celo minister za notranje zadeve bo prišel. Bilo je zelo ena taka velika tragedija. V policiji najbrž ni veliko mrtvih na delovnem mestu. To se žal tudi take tragični dogodki zgodijo. Takrat me je pot tam mimo peljala. Seveda so me obvestili, da je to ponesrečenec, moj uslužbenec. Ustavili smo se tam in moram reči, da je ena najhujših dolžnosti ali pa najtežjih obveznosti je, ker je to potrebno povedati svojcem. In tudi to spada k dolžnostim. Pomembno pa je, da so takrat tisti ljudje, ki jih ta dolžnost doleti, da so sposobni to opraviti s primerno digniteto in na način, ki ne prizadene dodatno tistih, ki jih vsaka nesreča, posebej smrtna, še kako prizadene. Ste potem takoj po ministrovanju odšli na Ministrstvo za zunanje zadeve ali je bila še kakšna funkcija vmes? Vmes ni bilo nobene funkcije. Res pa je, da je takrat zakonodaja določala eno leto, recimo sobotno leto, v katerem je vsak lahko nekako poskrbel za svoje nadaljne delo. Zdaj bom zelo odkrito povedal, tisto leto mi je prišlo še kako prav. Najprej sem moral res odklopiti tisto, da je vsak dogodek, ki se zgodi v Sloveniji, me nekako z zanimanjem sem gledal poročila ali pa zjutraj novice ali pa kaj takega, pa sem se moral prepričevati, veš, vse to pa zdaj ni tvoje, to pa zdaj so drugi. Po ene pol leta me je pa začela soproga in tudi drugi nagovarjali, veš kaj, ti boš moral nekaj delati, ker zdaj pa kavč že kar malo ugreznjen od tega, da sediš doma. In jaz sem začel spraševati in se tudi prijavljati na različna delovna mesta. Odzivi so bili strašno zanimivi. Torej, najprej so vsi tako razširili oči in potem je sledil gromek smeh ali pa tako hihitanje. Ti bi prišel k nam, pa ti si vendar bil minister za notranje zadeve. In jaz sem rekel, ja, ampak zdaj pa nisem več in ja, pa ne moreš k nam priti. To je kar težko, ne? Težko in ponudbe so bile pa take, veš, ti bi šel lahko v, takrat sta bile 2 inštituciji, KAD in SOD. Klirinško, ne vem kakšna družba in Slovenska odškodninska družba, to sta bile 2 finančni inštituciji. In jaz sem se nekako tako sam pri sebi razmišljal, če grem jaz tja, na kakšno vodilno ali pa v drugi ligi vodilno mesto, potem bom ene pol leta tukaj v službi, pa bom pa ene 3 leta v zaporu. Ne bom šel in sem vse te službe nekako zavrnil. In potem sem se spomnil ene obljube, ki mi jo je dal takrat še veleposlanik
gospod Frlec, da se lahko kadarkoli pri njemu oglasim na kavi. On je to rekel, ko je bil še veleposlanik v Bonu, takrat je bil pa minister za zunanje zadeve in jaz sem tisto kavo izkoristil, se napovedal in nekako pustil, da je sam vprašal, kje pa ste zdaj, in jaz sem rekel, veste, nikjer pravzaprav. Kako pa to? Sem rekel, ja, in sem mu povedal, kako izgledajo tisti pogovori v moji zaposlitvi. Rekel, veste, ljudi z vašim znanjem pa mi mrzlično iščemo, zato ker takrat se je bližal vstop v Schengen. In rekel, če ste za to, bova kar takoj se zmenila, in tako je prišlo do tega, da sem se zaposlil na namenoma nizkem delovnem mestu, tam se je reklo desk, se je temu reklo. Potem sem hodil tako z zanimanjem, vrata so se odprla, pa je kdo not pogledal, pa je rekel, ja, a ti si pa tu. In nekaj časa sem bil atrakcija. No in o tem bova govorila v nadaljevanju, torej v drugem delu. To bo pa zanimivo. Ponovno lepo pozdravljene gledalke in gledalci. Vsake minute, ko govorim, je pravzaprav škoda, kajti moj sogovornik je tako izjemen, da bi kar njemu prepustila celo, da vodi in pripoveduje o svojem življenju. Gospod Andrej Šter, sedaj sva prispela na Ministrstvo za zunanje zadeve na vaši življenjski poti. Bili ste pri Frlecu in dobili ste, kot pravite, službo nekje nizko. Ja, tudi to je bilo kar zavestno, zato ker sem bil nov. In če novinec pride previsoko, je po eni strani strelovod, upravičeno, zato ker ga gledajo, kot češ, misli, da nekaj zna. Po drugi strani je bilo pa tudi tisto delo, ki naj bi ga v skladu z dogovorom s takratnim ministrom upravljal, je bilo novo. To je bil tako imenovani schengenski portfolio, to je bilo za Slovenijo novo, popolnoma novo, in sodilo je v sklop tistega približevanja vstopu v Evropsko unijo, kar je bilo tudi novo. In vsaka noviteta je dočakana z malo skepse in rečejo, zakaj nam je pa to treba, koliko bo pa to stalo, a pa je to res potrebno. No in te odgovore smo nekako lansirali. Samo kot dokaz, da smo bili pri tem uspešni, je dejstvo, da smo ob vstopu v Schengen, oziroma nekaj mesecev prej, smo od takratnega ministra za finance, ki je bil hud nasprotnik vseh dodatnih stroškov in seveda v soglasju s predsednikom vlade, dosegli, da je Ministrstvo za zunanje zadeve dobilo 16 novih delovnih mest. Mislim, da jih nikoli poslej ni bilo, pa so bile tudi še nove naloge, ampak takrat je bilo res potrebno ostalim članicam Evropske unije dokazati, da smo sposobni opraviti kar zahtevne naloge. Tisti novi kolegi so praviloma kar ostali na Ministrstvu za zunanje zadeve, nekateri so šli celo v Evropsko zunanjo službo. In jaz ugotavljam, da so se nekako navadili resnih nalog in jih z veseljem opravljajo tudi še danes. To je dober občutek. To pomeni, da smo bili pri izbiri primerno zahtevni in da smo jim tudi ponudili neko lestvico uveljavljanja. To ni zmeraj napredovanje, to je povezano z usposabljanjem, s možnostjo, da se povezujejo tudi s kolegi v drugih državah, kar bi bilo primerno tudi za celotno področje državne uprave. Ampak taki, kot ste bili, zagotovo niste prav dolgo ostali na teh nižjih delovnih mestih. Ja, bil sem vodja vizumskega oddelka, ki je obsegal 2 človeka, mene in še eno gospo. Zdaj, če gleda jo Marijo, lepo pozdravljam. Midva sva bila odličen par.
Potem se je tisto moje delo razširilo tudi na vodenje konzularnega sektorja kot celote, to je bilo enih dobrih 20 ljudi. In od tam sem leta 2006 bil imenovan najprej za generalnega direktorja za področje zaščite interesov slovenskih državljanov, kar je lepše poimenovano konzularno poslovanje. In potem sem bil v času predsedovanja Evropski uniji, 2008 sem bil državni sekretar pri ministru Dimitriju Ruplu. To je bilo strahovito zanimivo obdobje. Bil sem državni sekretar, ki je pokrival tudi področje humanitarne pomoči in razvojnega sodelovanja. Je kakšen zanimiv primer, recimo, povezan s to konzularno službo na začetku, morda tudi kakšen zaporniški dogodek? Kje ste recimo dobivali vse prošnje, najbrž za vračilo ljudi v Slovenijo, ki so bili zaprti v kakšnih južnoameriških zaporih? Ja, to je zagotovo en zelo, ko ne rečem, problematičen ali pa težek del konzularnega poslovanja. Gre za zapornike, ki prestajajo praviloma daljše zaporne kazni, večinoma je to povezano z mamili. Prednjačijo v tem strogem režimu kaznovanja južnoameriške države in nekatere azijske, kjer je zagrožena celo smrtna kazen. A se ljudje sploh zavedajo, ko gredo na tako pot, kaj jim sledi? Torej, jaz mislim, da je treba razlikovati med dvema profiloma tistih, ki jih zalotijo. Eni so tako imenovani oslovski sli, oziroma burrado se reče v španščini. Burro je osel, corrado je pa sel. Oslovski sli so tisti, ki zaradi avanturizma ali pa lahkomiselnosti ali pa kaj se in česa opravijo kakšno tako službo, ki bi je sicer raje ne bi, in so večinoma žrtvovani zato, da jih primejo na kakšnem mejnem prehodu. Medtem gre cela kolona tistih, ki tovorijo mnogo več skozi. Tega nesrečnika pa aretirajo, je v postopku. Praviloma ga kar takoj obišče odvetnik, ki ga niti ni naročil, in mu reče: veš kaj, samo tiho bodi, pa bo za vse poskrbljeno. In ta nesrečnik je tiho. Tisti preiskovalci ga nekaj časa sprašujejo, potem pa obupajo nad njim in reče: veš kaj, naložili mu bomo tole, kar smo ugotovili, pa še ene 2-3 druge stvari. In potem konča v zaporu za recimo 8, 10, 12 let. Ker pa ve marsikaj, je pa zelo riskantno, ali bo iz tega zapora prišel živ. In naloga konzularne službe je zelo, zelo težka, kajti po eni strani mora ga obiskati in mu pomagati, da lahko se kvalificirano brani v postopku, torej da razume jezik, da si priskrbi odvetnika. Da so njegove pravice ščitene. Po drugi strani je pa treba domačim dopovedati, da delamo vse, vendar da ga ne moramo ugrabiti in ga pripeljati domov, da to dela pokojni Chuck Norris, ne pa konzularna služba, ki seveda v državi, kjer deluje, mora primarno upoštevati tudi domači pravni red. In tudi najbrž ne more vplivati na te odvetnike, ki ste rekli, da jih obiščajo. Ne more vplivati na odvetnike, lahko posreduje, če se izkaže, da je tretma v zaporu, da je v zaporu ta oseba obravnavana strožje ali diskriminatorno, ne pa, če je režim v zaporu tak. In potem, a veste, kako izgleda pogovor z mamo, ki pride in reče: joj, moj sin je pa povedal, da ga zebe, da si more kupiti hrano, da ne dobi cigaret. Pa rečemo: veste, vemo, ampak tak je režim v tistem zaporu, in če mislite, mu lahko pošljete denar, pa prav se mu pošiljam tretjino penziona vsak mesec, ampak nimam. Ne? In tisti mami je zelo težko dopovedati, da si prizadevamo tudi za to,
da bi bil prenos prestajanja kazni v domovino odobren. Potem pa odločata sodišče tiste države, kjer sedi, in naše države. In pravosodna sistema se morata uskladiti, dogovoriti, kar je včasih težko, kajti pri nas za kakšen prestopek ni zagrožena kazen 10 in več let, tista država pa ne pristane, da bo tukaj odsedel nekaj mesecev in potem spuščen bil. S tem sem se srečevala tudi, ko sem bila svetovalka pri predsedniku republike, in takrat sem vedno upala, da bo konzularna služba uspela karkoli doseči, kajti starši so bili izjemno prizadeti, kot ste lepo rekli, večinoma mame, ki niso mogle preživeti pravzaprav tega trenutka, ko so izvedele za to žalostno usodo sina, za katerega so seveda trdile, da je po nedolžnem v tej državi, da ne ve, kako je sploh tja prišel, in da upajo, da bo premeščen. No, te oslovski sli so ena populacija, ki konča pogosto v postopkih pred organi, drugi del pa predstavljajo tisti, ki jih pa kriminalne združbe na nek način držijo v pesti. A je zdaj to zadolženost, a je odvisnost od droge, a je izsiljevanje domačih, družinskih članov. To so pa še bolj žalostne zgodbe, kjer tisti, ki ga pač ulovijo, pove, veš, sej sem vedel, ne, da enkrat se mi bo to zgodilo, ampak zadolženi, težave. Ja. In to so hudi primeri. To je zelo težko potem čakati na to, da se zadeve kakorkoli izboljšajo, in včasih se res ne konča drugače kot s tem, da oseba konča svoje življenje. Ja, to je zelo žalostna zgodba. V tretjem delu, ki sledi sedaj kratek premor, bova pa prešla kar na COVID in na sedanji čas. Ponovno lepo pozdravljeni. Moj gost je še vedno gospod Andrej Šter, in sedaj v tretjem in zadnjem delu bova prešla na tisto morda za ljudi najbolj zanimivo temo. Tu smo ga neštetokrat videli na televiziji ali slišali, zapomnili pa smo si ga tudi po nekaterih izjavah, da vseh se pač z teh področji, kamor rinejo sami, ne da rešiti, da se zelo trudijo, da so nekateri celo nespametni, to lahko trdimo še celo danes. Veliko je bilo, a ne, gospod Andrej Šter, teh reševanj. Kako je bilo v času covida? Nekateri so že ob vednosti, da covid razsaja po svetu, odšli v eksotiko in želeli takojšnjo vrnitev. Ja, covid in zapora pravzaprav celotnega prometa po vsem svetu je bila nekaj nedoživetega do takrat. Nikoli ni v svet obstal, in zato priznam in se strinjam s tem, da je tista situacija marsikoga presenetila. Ljudje se pa različno soočamo s tem. Eni so to vzeli, ko ne rečem, športno in so si pomagali zlasti sami, in to je bilo še najbolje. Drugi so odreagirali živčno in nervozno. Tem smo pošiljali sporočila, kaj vse se dogaja in kako si lahko pomagajo. Eni so pa izkoristili tudi svoj, ko ne rečem, družbeni in politični, skušali izkoristiti družbeni in politični vpliv in grozili, koga vse poznajo in koga vse bodo poklicali. Je bilo kar, ko ne rečem, zdaj lahko rečem, da je bilo zanimivo, takrat je bilo včasih tudi zapleteno, ampak pokazalo se je, da če pristopiš k ljudem z odprto komunikacijo, je možno marsikaj doseči. In takrat je bilo zelo pomembno, da so ljudje poznali, koga je možno poklicati tudi v kakšni drugi državi, zato ker se je ustavilo vse, ne. Jaz se spomnim, ena Slovenka je bila v Adis Abebi, ena humanitarna delavka, in smo jo tako kontaktirali, ker smo takrat skušali vse poklicati, da bi jim povedali, da kaj lahko pomagamo in kje ne moramo pomagati. In rekel, veš kaj, ne skrbi, ne, jaz se tukaj poznam, vse je v redu, ne.
in potem se zgodi en večer, pokliče pa reče, "Veš, zdaj bom pa jaz morala od tu iti." Ne. Sem rekel, kaj pa se je zgodilo? Prav, veš, sosedje so mi povedali, da če ne zginem takoj, bo stanovanje zagorelo. Kajti takrat je veljalo v Afriki, da so bolezen prinesli belci. In beli človek je bil prepoznan, torej Kot nevaren. spet predsodek, ne, ampak predsodki nam lahko zelo grenijo življenje. A ne. In bi jo osumili, da je ona kriva. Ja, tako je veljalo in je rekla, veš, jaz se tukaj ne počutim več dobro, ne morem na ulico, ker sem takoj tarča zmerljivk in groženj in prosim, kako naj jaz od tukaj odidem, in nekako smo jo spravili najprej v Džibuti, kjer je ena pomembna baza Združenih narodov, in potem od tam domov. In takih presenetljivih zgodb je bilo še nekaj. Zdaj, jaz moram reči, da pravijo, da Bog ima rad Američane pa pijance, ampak Slovence ima tudi rad, zato ker se v času covida se pravzaprav ni zgodilo kakšnih takih hudih dogodkov. Marsikdo je bil seveda prestrašen, pa se je potem pomiril. Slišali smo vse mogoče takrat, da svetu vladajo kuščarji, pa da ljudem z cepljenjem vgrajujejo čipe, pa da je najhuje pri nas, ne? Ampak če se jaz spomnim tistih študentov, ki so se vračali iz Španije ali pa iz Anglije, ali pa odkot drugod, ne, so bili zelo presenečeni glede na primerjavo režima, ki je vladal tam in ki je vladal tu. Izumili ali pa nekako smo oblikovali način, kako ljudem pomagati, ki je bil potem prepoznan tudi kot model za druge države. Mi smo namreč takrat nismo imeli lastnega prevoznika, nacionalni prevoznik je bil že davno pokojni, in zaprli smo tudi letališča. In se je bilo treba za vsak polet se je bilo treba dogovarjati najprej s prevoznikom in potem, da bo letališče tudi delovalo. No, in pa smo delovali tako, da smo najprej organizirali skupino Slovencev, na primer v Madridu, ali pa v Londonu, ali pa v Parizu, ali pa v Skandinaviji, in potem smo poslali tja avion, predtem pa vprašali ambasado tiste države, na primer Britance, Francoze, Špance, če imajo koga, ki bi želel Slovenijo zapustiti, ker je bilo težko potovati tudi v obratni smeri, in to je bil neznansko uspešen model. Britansko ministrstvo za zunanje zadeve nas je celo izrecno pohvalilo, da je bilo to nekaj briljantnega, so napisali. Ampak zato je bilo potrebno zelo malo prizadevanja, ker so vsi potem, torej jaz se spomnim, da je Aeroflot, ki je prišel iskat Ruse v Slovenijo, je pripeljal Slovence iz Moskve. Čestitke za vse te vaše, bomo rekli, kar podvige, ki so bili takrat res enkratni. Rekli ste, da so Američani ali Amerika srečni, vendar sedaj vpleteni v novo vojno, ki pa tudi prinaša veliko izzivov in težav. Tudi. Kako gledate na te vrnitve Slovencev iz tujine, zlasti na en dogodek, ki je tudi mene zelo vznemiril, da prideš iz Emiratov zaradi frizure in trepalnic? Ja. Takrat me je ena od televizij povabila, da naj to komentiram. Torej, jaz sem najprej rekel, da imam vtis, da je to deepfake, kot se reče, ker težko razumeš, da je nekdo tako, ne vem kaj, grobo nepremišljen ali pa nesramen, da zlorabi možnost za to, da si pride urediti nohte in ustaviti lastni vložek. In se potem tudi tako čist programirano želi vrniti. To je po moje zloraba tiste geste, ki jo je država delala, ampak so mi povedali, da je tisto dekle res živi in da je to in da je tako. Jaz moram reči, da sem takrat, zdaj bom povedal tudi v kamero, takrat sem rekel, veste, ne to snemati, ampak jaz bi jo na balin ostrigel in poslal nazaj. Pa mi je rekla tista novinarka, je rekla, joj,
ne tega delati, ker bi ta punca naredila iz tega modni trend. In bi se potem vsi... No, poglejte, kam bi privedli taki nasveti lahko celo. Tako da jaz Danes- moram reči, da človeku zmanjka pametnih misli ob takem dogodku. Pa malo je tudi sicer ta evakuacija iz zalivskega prostora je bila prvič zelo uspešna. Nikomur se ni To pa nič res. zgodilo, tudi če je bil kdo 2 uri lačen in tako Pa naprej. brez sendviča ali pa sem. In moram reči, da edino, kar bi bilo lahko drugače, bi bilo, da nihče ne more dajati obljub, ki so časovno tako ostro zamejene, da se reče, pojutrišnjem boste pa vsi doma. Da se vrneš pravočasno, recimo na delovno To je, mesto. to je tako, ne. Ne veš, pri tako pomanjkljivo delujočih letaliških storitvah je zelo težko reči, kaj bodo pojutrišnjem. Ljudje pa, ki slišijo, da se je nekdo izpostavil s tako izjavo, gledajo po obzorju, če avion že leti. A ne. Ja, tako. Tukaj je treba izreči vse priznanje 2 zlatima puncama, ki sta na ambasadi v Abu To Dhabiju. pa res smo jih slišali, videli, ne moreš verjeti. A veste, tam sta bile samo 2 Tako. Slovenki. Ne? K sreči je veleposlanica ena zlata gospa, mogoče jo kdo pozna, to je Natalija Al-Mansur. Smo jo videli enkrat v oddaji, sem jo videla in sem Odlično. bi kar čestitala. Ja, res, S tem vse bova priznanje. midva morala žal zaključiti in vseeno pokomentirajte nekaj fotografij, ki so jih gledalke in gledalci videli, kajti vas bi lahko gostila 2 uri. Kaj jaz bi smo se z lahko, vami pogovarjal krasno, dlje. pa drugič. Kaj smo lahko videli? V tem času ste pokazali nekaj gobarjenja. Ja, gobarjenje je, to je strast. V Sloveniji je to strast. In zelo rad z relativnim uspehom. Potem je med slikami je tudi ena iz biatlonskega centra na Pokljuki, kjer sem podpredsednik športnega društva Pokljuka. Zlasti zato, ker je tam vedno zbrana pestra mednarodna druščina, zato ker je treba včasih urejati vstopne formalnosti. Dobršen del moje aktivnosti je namenjen tudi vnukom. Imam 2 vnuka v Bruslju in 2 v Ljubljani. Ta najstarejša vnukinja me je enkrat na tisto ploščico, kjer se to pobriše, je rekla, no, to si pa ti. In je zadela? In je zadela zlasti podočnjake in plešo. Tako da je tista slika je prepoznavna, ta je tudi med njimi. No, in Slika z ženo na tudi. slikah je tudi moja soproga, ki me je 2 leti čakala, ona je bila že v penzionu, jaz sem imel še določene aktivnosti pri klicnem centru 114. Zanimiva izkušnja, povezana z vsem tistim, kar sem znanja prinesel s sabo, pa z dobrim modelom organiziranja državne uprave na način, da res služi ljudem in da je koristen in da je prepoznan v javnosti kot nekaj, kar državni uradnik lahko in zna narediti. Gospod Šter, jaz bi vas kar še poslušala, naše gledalke in gledalci zagotovo tudi. Tako da vam obljubljam, spoštovane gledalke in gledalci, še kdaj, kajti gospod Andrej Šter je izjemen sogovornik. Hvala. Hvala tudi vam. Hvala za povabilo.